Pri Fordu pravijo, da je soft limiter za pusje. Huta, tole je Ford Focus ST obogaten s paketom Trackpack. A veš, kaj to pomeni? Trtka svina, tak imam rad. Trackpack košta 4 urje in ga na nek način kar dosti spremeni. Ampak pojmo lepo po vrst. A ti veš, da sem jaz nazadnje pelil Forda Focusa ST? Stari! Ker sem ga nazadnje vozil, se je pisal vlog 802. Bil je višek pandemije. Jaz ne vem, če se spomniš, ampak večina nas je bila obsojena na gabarite naših občin. Zame je bila takrat to Miklavška. Na testu sem imel en rumen stroj, zelo podoben temu, ampak vsem mal drugačen. A veš zakaj? Zato, ker je Ford Focusa vmes prenovil, navadnega pa ST-ja tudi. Pa si pa predstavljali, furam športen avto, uvinka pa mbenga, ker pet pogled nazaj, vlog 802, ta občina mehna, uvinka mbenga, prebajt pa športen avto, še ko sem trpel. No, drugače pa Ford Focus ST v goli osnovi od takrat nekaj dosti spremenil. Motor, ta je še vedno enak. To se pravi 2,3 litrski EcoBoost turbo benzinar, vseh kojenov 280. Pogon, ta je speljan na sprednja kolesa. Pa od 0 do 100 manjka 6 sekund, vozna dinamika med najboljšimi v segmentu. Ampak Fordu se je pa vsem zdel, da bi lahko kakšno stvar sem pa kaj izboljšali, predvsem pa dodali. Ampak ajde, pejmo po vrst, vsem se je vmes zgodil tudi facelift, da ti pokažem 2-3 detajle, nič več. Drugačne so lučke, drugačni so odbijači, pa ne sam spredi, valjda tudi zadnji. Rori tukaj pa niso komplicirali, niso spreminjali, še vedno so taki, kot morajo biti. Preprosti, ravno prav veliki, pa ravno prav glasni. A soft limiter. Pri Fordu pravijo, da je soft limiter za pusje. God damn pussies. Drugač pa, da no še rekel, da v tej bajti nismo resni, ti pokažem še kokpit. Poglej. Zdaj, ki je to športno avto, moram najprej omeniti školke, ne? Ampak tukaj noter se vsem kar dosti spremeni. Zaslon recimo je bistveno večji, kot je bil. Vmesnik mi je všeč, ni mi pa všeč vse, kar je novega. Ford se je recimo znebil stikal klimatske naprave, tukaj spodaj je pustil sam še gum za zagon motorja, parkirni pomočnik, ugašati start stop, piharija, pa volume za radio. Ok, tukaj jim dam bonus pike. S klimo se zdaj ukvarjaš pa tukajle. No to mi gre pa že na jetra, čeprav moram priznati, da je lažje narediti tole, pa pol ni tako hudo. Merilniki so valjda digitalni, prilagodljivi grafično. V tem trenutku je recimo vklopljen program Racetrack, pa zamenjamo, pa se valjda s tem menjajo tudi oblika merilnikov. Te grafike so več ali manj, moram priznati, kar privlačne. Vidiš tole ta sliperi, dežek pada in se veseli. Sport že malo jače, pa pol Racetrack, dejansko vidiš pisto. Tukaj recimo bližnjica do programa Sport, pa ti programi, ki sem jih opala, ravno kar omenil, so bili že pred prenovo enaki. Zdaj se pa osredotočimo na to, kaj ponuja točen ta avto. Trackpack smo rekli, se spomniš? En paket! Vse v osnovi že imel vse poved. To je paket ustvarjen za vse tiste, ki hočejo iz svojega ST-ja iztisniti maksimum. Ob tem ne pozab, da že navaden ST uspe ponuditi veliko, ampak za nekoga, ki je zares orenk entuzijast, ki ima pa apetite vsem večje, pa hoče sem pa tja pogledati, pokukati tudi na pisto ali pa že na cesti, izvleči iz gole osnove boljši performance, ja pa si jaz čist po resnic ne predstavljam, kako bi lahko boljš zapravil švoh 4 urje. Jaz ti že zdaj vnaprej povem, da 4 urje za Trackpack, to se splača. Veš, za začetek je avto že po defaultu mal nižji nasajen, kakšen centimeter. To je pa valjda zato, ker podvozje že v osnovi podpirajo druge komponente. Blažilniki recimo so od KV-ja 50% čvrstejši. Ta avto je tako trd, a sem pa že jaz malo strd. In ker sem ga zafuril v ta prvi vink, sem v šusu dobil i30N vibes. Pa pazi to, ti blažilniki omogočajo, da ti avto dodatno nastavljaš kar sam, spustiš ga lahko za dodaten centimeter pa pol. Pa pojmo naprej, prilagajaš lahko tudi compression oziroma kompresijo pa rebound. Pri kompresiji mislim, da je na voljo 12 stopenj, pri reboundu 16. Rebound veš kaj je, ne? Po domač povedan, ti lahko prilagajaš handling avtomobila tudi s tem, koliko hitro se lahko blažilnik vrne v izvorno pozicijo, preden ga je razrukil vink, luknja, grbina in tako naprej. To je kar pomembno. Zdaj, urbana legenda pa pravi, da je tukaj v tem avtomobilu nekje skriten ključ, s katerim vse to lahko naštimaš. Dajmo pogledati. Kje ta si ti? Coilover suspension kit. Fridi. Stari moj, zdaj bomo pa mi malo hauba odprla, prav? Mi gre tale 2,3 litrski štirivaljnik, to je tudi tisti, ki upravlja del v ta Mustangu. Enak motor poganja tudi upokojenega Forda Focusa RS. Kva pa je tlele nocer? Opa! Tega uporabiš za višati oziroma znižati podvozje. Sicer, če želiš to narediti, moraš ti avto dvigati. Zdaj ti bomo pokazal, da boš razumel, kam tale ključ paše. Ti zdaj toliko nizek, da ne morem ključa not spraviti, no? Poglavno, a vidiš tele zobčke, lej? Tole poglej je vzmet in znotraj vzmeti je blažilnik. In ti s tem ključem, ki ga zatakneš,
Ni placa, veš, kaj je to nizko, pri navadnem avtu bi šlo, ti lažje pokazal. No, evo ga, zdaj sem ga pa zahaklil. Veš, zdaj imam ključ zahakla in potem ključ vrtiš levo ali pa desno, odvisno od tega, ti želiš avto dvigati ali pa spustiti. Veš, tukaj spodaj je pa ta navoj in to je ta dodaten centimeter pa pol, ki ga ti pridobiš. Če avto spustiš, Evo, zdaj sem pa razbal telefon. In to na 3 koncih, stari, le to kle zgori v čošku, pa še na sredini, pa še spodaj malo. By the way, se ti lahko v špeglu pokažem, snemam pa s Huawei P60 Pro. Zdaj že šok 2 leti ne delam več s Huawei, sem vmes vprašal, zato ker bi malo Ferbec matral, kaj dogaja pa pri Samsungu, ker Samsungi sem 100 let nazaj začel, pa sem si kupil S22 Ultra. In to je bil zdaj nekaj časa moj glaven telefon, pa vem pa malo Ferbec matral, da vidim, kaj se spet pri Huawei dogaja. To ni plačana objava, mimogrede. Malo me zanima, kakšne so razlike, je kar zanimivo, ampak nismo danes zato tukaj, gremo naprej. No, se vsem, pa še tale mejhen pik. Poglej, mejhen, ampak mogočen. Zdaj mogo pa jaz tole, čakaj, se mogoče pa lahko probamo tole plastiko odstraniti. Evo ga. Da ga postavim sem, da ga ne zgubim. Da nam je skaj v trgu pa kakšne neumnosti naredil. In meni se totalno cool zdi, da avtomobilska znamka k serijskim avtomobilu doda en takle paket, ki omogoča prilagoditve podvozja in s tem vozne dinamike. Je pa res, da se nič ne zgodi v 5 minutah. Ok, nadaljujemo s featurji, ki delajo Focusa ST s trackpackom drugačnega od običajnega ST. Za začetek je to tale svetleča maska, dajmo reči, da je tole gloss, ki ga drugače na ST-ju ne dobiš. Pa so to seveda platišča. Vsaka feltna je od tiste na navadnem ST-ju lažja kilo pa pol. To se pravi, prešparaš 6 kg pri nevzmetenih masah, ampak če ti povem čisto po pravic, najboljši del teh platišč, če mene vprašaš, je to, kako izgledajo. Že nekaj časa nisem videl lepših, pa bolj takih, no, že po videzu dirkaško orientiranih. Pa dej zaglej se v bremze, tudi navadne ST ima brembote. Ampak primer kolutov pri tistih žlajfah je 330 mm, tukaj so pa še večje, 360 mm, kar pomeni, da logično grabijo še malo bolj. Pa prijemo pa tudi do gum. Ne spomnim se, kaj Ford namontira na navadnega ST-ja, tele recimo so Pirelli P0. Precej stiki stav, pa še en dokaz, da Ford v resnici, ki pride do avta in mehanskega oprijema, zares nič ne prepušča na ključju. Pa imamo stvari, ki so mogoče vse malo manj pomembne, črni špegli, pa črna streha, pa detalj, ki je meni daleč najbolj všeč, to je pa tale dvojni spoilerček, vidiš? Čak ga bom nazumeril, boš videl, ka bo zgledal kar naenkrat še hujš. Evo ti ga na. Vidiš, kako zoom lahko vse spremeni, od daleč takole, od bliz pa takole. In to je v osnovi to, ki prijemo do trackpacka. Zdaj pa ključno vprašanje. Kako se pa ta avto pele? Lej, itak smo že pri koncu videa, po mojem najbolj, da zaključimo z malo dinamike, pa z malo zvoka, da boš dobil feeling, kako je v kabini, ki pritisneš na gas, pa mogoče iz mene v tistem trenutku preleti še kakšno mnenje, pa smo pa zaključili. Zicov še nisem omenil, ne. Kar dobre školke, ne sem po videzu, tudi po funkciji. Vidiš, kako je lepo izpostavljen ramenski predel. Ni to sam šminka, stari. A da je menjalnik ročen, sem omenil, se ne vem. Lej, stvar je taka, v upanju, da ne izpadam preveč senzacionalističen, dajmo se najprej opomniti, da vozim hot hatcha s povprečno zalogo moči za ta hot hatch segment na spreden pogon. Ampak v zavetju teh gabaritov, ki sem jih ravno kar naštel, ga je pa voziti milina. Tale s trackpackom je zares zelo trd. V bistvu za vsakdanjo vožnjo, sploh če imaš opravka z nekimi cestami, ki niso najlepše vzdrževane, je precej naporen. Ampak za nekoga, ki pa išče malo bolj hardcore stroj, ki ni prevelik, konec koncev ni ekstremno drag, pismo je kar dobra izbira. Ne pozabi, obstajajo v tem segmentu tudi avtomobili, ki so bistveno hitrejši, ki znajo navor prenesti na vsa 4 kolesa, recimo Audi RS3 ali pa Mercedes A45 AMG, pa še kakšen oster igralec bi se najdel, ne? Honda Civic Type R, ne? Hyundai i30N ima tudi en paket, ki ga naredi malo bolj šarf. To smo pa že tam. Ampak če povzamemo v precep komponente, s katerimi imamo opravka takrat, ko vozimo malo bolj športno, pismo, stari, krmiljenje je krasno, sladko, lahkotno. Menjalnik je kratek, odzivnost pogonskega sklopa, motorja, elektronska špera, te stvari delajo točno tako, kot si športni voznik želi. Na konec dneva pa tudi zvok. Tukaj je bil pa Ford vedno en boljši. A ni res? Je res, da to ni štima 5-valjnika, ne? Tista starega je ST. Ampak vseeno, kar v redu. Lepo se imejte.
Dobre pokoja, aj ga.